Lep dober dan, spoštovane svetnice in svetniki in vsi ostali navzoči. Predlagam, da najprej ugotovimo navzočnost in potem nadaljujemo z sejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 navzočih svetnikov. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko nadaljujemo z delom in prehajamo na obravnavo in določitev dnevnega reda druge izredne seje občinskega sveta z edino točko dnevnega reda, to je odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Litija in župana občine Litija, drugo branje. Dajem takšen dnevni red v razpravo. Ni razprave. Potem dajem na glasovanje, najprej ugotavljam navzočnost. 21 navzočih, kdo je za predlagan dnevni red? Tudi 21 soglasno sprejeto. Tako je dnevni red določen in lahko pridemo na prvo točko. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Litija in župana občine Litija, drugo branje. Mogoče samo toliko, preden dam besedo gospe Suzani. Kot veste, smo na prejšnji seji to točko umaknili na podlagi, se pravi, posveta svetniških skupin, se dogovorili, da povprašamo še krajevne skupnosti in na podlagi, se pravi, njihovih, se pravi, odločitev, se pravi, svetov krajevnih skupnosti, potem tudi pripravimo, se pravi, končni predlog. Končni predlog je bil, se ni spremenil od prejšnje, se pravi, prejšnje vsebine, ker smo ocenili, da je to najbolj optimalna rešitev, glede na vse druge, rekel, predlagane možnosti. Gospa Suzana, izvolite. Ja, dober večer vsem skupaj. Jaz bi mogoče temu sam dodala, tako kot je župan povedal, mi smo 1.10. obe krajevne skupnosti z dopisom pozvali, da se v bistvu opredelita do predloga, da gresta območje krajevne skupnosti Sava in pa Spodnji Log postaneta del tretje volilne enote, oziroma da Sava ostane v drugi volilni enoti, krajevna skupnost Spodnji Log pa v tretji volilni enoti, tako kot je v bistvu bil tudi sprejet predlog odloka v prvem branju. Obe krajevni skupnosti sta pač odgovorili, so imeli vsak svojo sejo. Krajevna skupnost Sava je pač občino seznanila, da je na korespondenčni seji sprejela odločitev soglasno, da ostane del volilne enote 2. Spodnji Log pa je v bistvu posredovala odločitev, da se pač s predlogom odloka ne strinjajo, da grejo pač v tretjo volilno enoto in da pač podpirajo vse rešitve, ki bi omogočile, da obe krajevne skupnosti ostanete v isti volilni enoti. Tako da, kot je že župan povedal, se pač predlog odloka, ki je zdaj v drugem branju, od prvega branja ni spremenil, se pravi, da v prvi volilni enoti obsega pač območje mestne skupnosti, Prus okolica, se pravi Breg, Počentjur, Pogonik, Širmanski hrib, Tenetiše, Veliki Vrh, Prileteze, Gorice in Zgornji Log. Spremeni se število članov, namesto sedanjih 12 jih voli 11. Druga volilna enota ostane ista, razen brez krajevne skupnosti Spodnji Log. Sprememba je v tem, da se 6 članov občinskega sveta povečuje na 7. Tretja volilna enota pa tudi ostane v istem območju plus krajevna skupnost Spodnji Log, v kateri se voli pa 5 članov občinskega sveta. Hvala lepa, gospe Suzani Kukovica, za uvodno obrazložitev predloga odloka v drugem branju. Sveda je statutarno-pravna komisija tudi obravnavala predlog. Želi poročevalka besedo? Ne. Potem odpiram razpravo svetnic in svetnikov. Statutarno-pravna komisija, gospa Renata, samo če lahko, je zasedala v sklopu obravnave točk dnevnega reda za prejšnjo sejo, izoblikovala tudi stališče
In ker se vsebina ni v ničemer spremenila, ni nobene potrebe po ponovni obravnavi. Ne. V redu, odpiram razpravo. Gospod Izlakar, še kdo? Ne. Izvolite, gospod Izlakar. Dobar dan vsem skupaj. V naši družbi tudi lepo pozdravljam predsednika Sveta krajevne skupnosti Sava Mateja Mežlela in seveda vse ostale. Zdaj, veseli me, gospod župan, da ste v začetni razlagi popravil zapisan stavek, ki je v gradivu za to sejo, in sicer da je na predlog svetniške skupine Gibanja Svoboda bila umaknjena. Skupaj smo se posvetovali in se tako odločili. In vidim, da smo na današnji izredni seji zopet pred istim predlogom, ki v tretjo volilno enoto postavlja krajevno skupnost Spodnji Log, Savo pa ohranja v drugi volilni enoti, kot so odločili na seji sveta. Zdaj, že na prejšnji seji je bil razlog, da smo odprli to temo ta, da sta Sava in Spodnji Log zgodovinsko povezana. Dovolil sem si iti malo čez številke, ki jih v gradivu ni bilo, sem pa jih dobil na dan 1.1.2025 na Statističnem uradu Republike Slovenije in ugotovil, da je, dajmo temu reči, nesporna krajevna skupnost, ampak krajevna skupnost, ki v tej ureditvi izgubi Spodnji Log, najmanjša izmed 12 krajevnih skupnosti, če odštejemo mestno skupnost, 211 prebivalci. Rad bi tudi poudaril, da s to selitvijo ne izguba samo Spodnji Log, ampak izgublja tudi krajevna skupnost Sava. Bom obrazložil, zakaj. S predlogom, ki je na mizi, ki razdvaja te dva kraja, ki se medsebojno poznata in sta povezana, izgublja tudi Sava. Namreč v prejšnji ureditvi je imela skupaj s Spodnjim Logom 804 prebivalce ali nekaj manj volivcev, ki so odločili, kdo jih bo zastopal. Z novim predlogom jih bo imela zgolj in izključno 593 oziroma nekaj manj. Tako da upam, da so bili razlogi za to odločitev zelo dobro pojasnjeni, ker namreč bodo vplivali tako na eno in tudi drugo krajevno skupnost. V našem primeru ta tema ni politična, ampak gledamo, da so enake možnosti za vse. S predlogom, ki ga sprejemamo danes, se Litiji zniža število mestnih skupnosti plus Bregu zniža število svetnikov iz 12 na 11. Drugi volilni enoti poveča na 7, tretja ostane na istem. Če bi želeli politizirati, bi lahko politizirali 11 svetnikov v Litiji, pa jih ne. Dovolimo si samo povedati, da vkolikor bi eden izmed naših predlogov, ki je bil Sava in Spodnji Log, šla skupaj v tretjo volilno enoto, ohranila 803 prebivalce, nekaj manj volivcev, prerazporeditev mandata bila naslednja: 11 za Litijo, 6 za drugo volilno enoto in 6 za tretjo volilno enoto. Kaj se bo sedaj zgodilo? Sedaj se bo zgodilo, ko bomo to sprejeli, da bo v drugi volilni enoti Sava sigurno oslabljena, v tretji volilni enoti Spodnji Log, to si upam trditi, neodločujoč. Da ne omenjam tudi možnosti, ki nam po zakonu kot občini pripada, razmislek o povečanju števila svetnikov, ki bi zadeval na 24, ki bi rešil pa vse probleme in 12 bi jih rešil, 12 svetnikov v prvi, 8 v drugi in 5 v tretji, lahko tudi posredujem izračune.
Želim samo poudariti ključne informacije za vse, da ste z njimi seznanjeni. Iz vidika svetniške skupine Svoboda potemeljiti, zakaj bomo glasovali proti. Proti bomo glasovali, ker se zavzemamo tudi za šibkejše, ki spodnji lok v tem primeru je. Samo geografsko je na drugi strani Save z vsem ostalim z njo povezan. Iz mojega stališča, kar se tiče te točke, je to. Mi bomo glasovali proti in se še naprej borili za šibkejše člane naše občine. Hvala. Hvala lepa gospodu Iztoku Izlakarju za razpravo. Želi še kdo dodatno razpravo? Gospa Alenka Mesojedec, še kdo? Izvolite, gospa Mesojedec. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Začela bom tam, kjer je Iztok končal, da se borite za šibkejše. Jaz prihajam iz 3. volilne enote, kar pomeni, da če naša volilna enota ne bo popolna oziroma ne bo enaka volilna pravica enakomerno razporejena, potem pomeni, da smo še v 3. volilni enoti šibkejši. Tole bi začela, ne? Zdaj, jaz težko razumem, v čem je problem. Sem že zadnjič razmišljala in pravzaprav, v čem je zdaj problem in nikakor ne morem recimo razumeti, zakaj zdaj nekako ne morete razumeti, da tu ne mora biti nekako ena politična ali pa recimo populistična zadeva. Ampak zadeva je sledeča, da tukaj je pravna podlaga zakon. Prvič je ustava, ki pravi, da mora biti volilna pravica, se pravi, enotna in enako za vse, po 43. členu. Potem je zakon o lokalnih volitvah, ki po 20. členu popolnoma jasno pove, da morajo biti na nivoju občine volilni glasovi enakomerno porazporejeni. In tukaj pač ne moramo mimo tega. In v izogib temu, pojasnim, recimo je ministrstvo, prav iz tega je bilo približno malo manj kot 70 občin po Sloveniji, ki so pravzaprav imele, prej je bilo to po krajevnih skupnostih, prej je bil 20. člen majčkeno drugače napisan, je bilo za krajevne skupnosti pa mestne skupnosti, če ima več teh, volilnih enot. Zdaj pa je sprememba, da se lahko tudi meje volilnih enot spremenijo po ulicah, po naseljih, prav iz, se pravi, namena sledenju enakomerne porazporeditve. To pomeni zdaj, če bi, jaz sem recimo večkrat pogledala, pravi podatek, ki tudi Ustavno sodišče pravi, da je lahko primerljivo število, so število volivcev, volilnih upravičencev. In iz teh podatkov, če recimo je popolnoma jasno, da se v drugi volilni enoti z vsakimi volitvami število prebivalcev povečuje. In iz tega vidika spodnji lok ne more biti več, skratka, v drugi volilni enoti, sploh pa, ker mora nekdo v 3. volilno enoto. Pač nekdo mora iti. Tisto 24 mandati ne rešuje. So moji izračuni, da nikakor ne bi rešalo, ker bi zopet prišli na nivoju druge volilne enote, bi prišli na 744, kar pomeni, smo spet na polovici. In zato, recimo, nekako v bistvu, jaz res, mislim, to se mi zdi zdaj, da bi bilo prav, tole vlaž glas šteje skupaj, poskrbimo, da bosta Sava in spodnji lok ostala skupaj. Če to ni populistično, dajmo ljudem reči, tako je zakonodaja in tako mora biti. Ne moramo zdaj, bomo pa kar glasove pa referendum imeli za to. Nam sledi ustavna presoja odloka, če ne bomo delali po zakonu. Kaj si želimo? Da smo mi svetniki eni izmed tistih, ki bomo v medijih
da občina Litija pa je edina po tolikih letih poziva oziroma tolikem času pozivanja, da se to uredi, ki pa tega ni uredila. Jaz resnično bi mogoče, ne vem, jaz nisem nobenih številk videla, da bi nekdo tudi na odboru za statutarna vprašanja, tam bi pa ja mogli vedeti ljudje, ki ste bili proti, da prvo je zakon in temu ne moramo oporeči. Mislim, da ne bi preveč zašla. Skratka, jaz trdim, da druge možnosti ni. In da ta možnost je občina naredila edina možna. Če pa kdo želi, mu pa rade volje pokažem številke in pa gibanje, kako pravzaprav glede prebivalstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Alenki Mesojedec za razpravo. S tem potem jaz razpravo zaključujem. Bi si poželel enih par zadev iz razprave pa le komentirati. Tudi razpravo gospoda Izlakarja in tudi svetniške skupine Gibanja Svobode na Facebook objavi. Občina Litija se še kako trudi za šibkejše v tej občini. Če se ne bi, potem ne bi občina Litija dala prvi projekt po poplavah, da se uredi in realizira prav proti Savi pri Litiji po poškodbah, po poplavah leta 1923. In takih podajanj si res nedovoljen, da jih sprejema in jih ne bom sprejemal. To moram odkrito povedati. So žaljive. To so žaljive zadeve. Drugič, mislim, da je ta izračun najbolj korekten, kar smo ga lahko pripravili že v osnovi in smo naredili veliko preračunavanj, kaj lahko storimo. In tretja zadeva, povečevanje števila svetnikov in to v drugem branju pred skoraj da odločanjem brez predložitve kakršnega koli amandmaja. Glejte, to so bili postopki, ki so bili postavljeni za strani svetniške skupine Svoboda. Jaz sem storil kaj? Posvet v sejni dvorani, po mnenje v krajevne skupnosti. Mislim, da smo to storili maksimalno. Kdor bo pa hotel storiti še kaj več za šibkejša območja, bo pa imel vso možnost na volitvah, da bo postavil nosilca liste iz Spodnjega Loga ali iz Save v svoji volilni enoti in bo naredil lahko največ za to območje, če bo želel zagovarjati samo to območje. Ampak zavedati se moramo, da svetnik in pravica svetnika zastopanje v občinskem svetu je zastopanje celotne občine, ne marginalizacija enega manjšega delčka občine. To je osnovna tudi ustavna, se pravi, dolžnost svetnika, ki se ne sme lokalizirati samo v eno specifiko in v eno področje. Tako da z tega vidika, glejte, mislim, da je zadeva tukaj narejena najbolj optimalno in zavračam kakršnekoli očitke. Mimogrede, mi smo se na zadnjem posvetovalnem sestanku, ko smo prekinili točko, dogovorili, da o tem ne bomo komunicirali. Tudi to opozarjam. Nobenega fair odnosa ni bilo z tega področja. Tako da mislim, da če se ene stvari dogovorimo, tam v drugi sobi, pa da je prav, da te zadeve tudi držijo. Ne pa, da drug dan že potem beremo po medijih razne komentarje po dolgem in počes. Z tega vidika se mi zdi, da je to tudi osnova, da se gradi zaupanje tudi v prihodnje. Toliko mogoče z moje strani. Ima še gospa Suzana kaj? Ne. Hvala, potem prehajamo na odločanje in sprejem naslednjega sklepa. Občinski svet občine Litija sprejme odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Litija in župana občine Litija. Ugotavljam navzočnost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21. Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 za. Je kdo proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ugotavljam, da je s 13 glasovi za in 7 proti odlok sprejet.
in tako tudi izčrpana točka 1 in pa tudi sama izredna seja. Hvala lepa za sodelovanje in lep večer naprej.